Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Sredi poletja so vas povabili na praznovanje našega rojstnega dneva. Kot je že rekel naš Aleš, s ponosom danes praznujemo že 22. rojstni dan. Tisti, ki nas že dolgo spremljate, veste, da smo imeli padce in vzpone, vsekakor smo pa lahko ponosni, da smo idejo krščanske demokracije, ki smo jo prevzeli od slovenskih krščanskih demokratov, dejansko uspeli udejanjiti, jo poskušamo živeti in delati dobro za ljudi. Če se spomnimo tega 4. avgusta pred 22 leti, tako ena lepa obletnica, smo mladenka, ki počasi zori. In mislim, da se je to zorenje tudi videlo v našem delu do sedaj. To se pravi, pred 22 leti so se zbrali sredi Ljubljane pogumne gospe in gospodje in skupaj z gospodom Bajukom ustanovili Novo Slovenijo. Takrat je gospod Bajuk izrekel en lep stavek, za katerega sem prepričana, da velja še danes. Jaz sem ponosna na njega in ga vam bom tudi prebrala. NSi bo sodobna, odprta stranka, ki bo prispevala k zvišanju slovenske politične kulture. Njen cilj bo Slovenija, ki bo gmotno premožna, duhovno čila in evropsko pluralna. Upam, da se strinjate z mano, da se skozi vsa ta leta skušamo držati tega vodila, ki nam ga je dal naš prvi predsednik. Upam, da ste opazili in da so tudi ljudje opazili, da skozi vsa ta leta se naša stranka trudi predvsem za dialog, trudi se za konkretne stvari, ki jih želi narediti za ljudi. Ponosni smo na naše krščanske korenine in na naše krščansko vodilo pri našem delu in ponosni smo, ker smo del Evrope. Mi podpiramo močno in enotno Evropo in če kdaj, verjetno ravno sedaj, ko govorimo o krizah, takšno Evropo potrebujemo. Pri nas se rečemo, da se svet nekako na novo postavlja. Pravila igre se na novo postavljajo. Ni tu samo vojna, tu je energetska kriza, tu je suša, ki nima nič skupnega z vojno, pa se je zgodila zaradi podnebnih sprememb. Zato, kot majhna država, potrebujemo močno Evropo. Vedno smo bili proevropsko usmerjeni in takšni bomo tudi ostali. Ponosni smo na delo naših ministrov. V prejšnji vladi delali so dobro, to so jim priznali ne samo politični sopotniki, ampak tudi iz drugih političnih opcij in želeli bi si, da tako učinkovito dela tudi sedanja vlada. Želimo ji vse dobro, ampak zdi se nam, kot da so še malo v učni dobi. Poskušajo seveda spreminjati svet po svoje oziroma Slovenijo, prihajajo z zakoni, za katere pri nas mislimo, da niso dobri. Morda bi najprej izpostavila zakone, ki jih piše civilna družba. Do zdaj so prišli s temi konkretnimi zakoni v sam parlament. V Novi Sloveniji imamo civilno družbo absolutno za sogovornika. Vendar mislimo, da mora vlada in politika, torej vladajoča koalicija, prevzeti odgovornost in ne se sklicevati zgolj na njihova stališča. Tako smo sprejeli nekaj zakonov, kjer smo po nepotrebnem posegli v zakone za nazaj. In če bi vse vlade delale tako, veste, potem se bi štetje začelo z nastopom vsake vlade. In bi vse, kar so do zdaj naredile prejšnje vlade, nove vlade negirale in prihajale z novimi zakoni. Kar bi pomenilo, da bi se vrteli v nekem začaranem krogu.
To ni dobro. Mi bi želeli, da se zakoni nadgrajujejo, da naredimo korak naprej, ne koraka nazaj, posebno v krizi, v kateri se nahajamo zdaj. Najprej ste opazili, da nismo čisto klasična opozicijska stranka zaradi tega. Prvič, ker vedno povemo svoje mnenje in tudi, kar je dobrega, vladi priznamo. In ne kritiziramo na pamet, ampak povemo, kako bi mi naredili drugače. Tako je tudi z zakoni, ki so trenutno v obravnavi. Trenutni zakoni, ki se dotikajo davčne politike, se nam zdijo res korak nazaj. Kajti ne podpirajo dela in tistih, ki zaslužijo malo, ali bomo rekli premalo, in z svojim denarjem znajo najbolje ravnati, ampak pač dvigujemo obdavčitve. Tisti, ki bojo te davke plačevali, to se pravi, to so delodajalci, s tem niso zadovoljni. In jaz mislim, da je to prva rdeča luč, da bi morali upoštevati tiste, ki nam dajejo kruh, tiste, ki ustvarjajo in tiste, ki zaradi davčne politike v naši državi zapuščajo državo. Tako da ne vidimo prav nobenega razloga, da bi zdaj na takšen način, kot se je vlada lotila, spreminjali zakonodajo na davčnem področju in pravzaprav s tem na nek način vzeli denar tistim, katerim je naša vlada jih želela vrniti. Ne govorimo toliko o količini denarja, kot tudi o simboliki, saj vsi vemo, da je delo v naši državi med evropskimi državami nekako najbolj obdavčeno in to ni dobro. Naj se dotaknem še obdavčitve od najema najemnin. Torej, če kje, potem v Novi Sloveniji podpiramo pobiranje davkov, kajti od davkov živimo. Vendar na takšen način, da bojo davki sprejemljivi za ljudi. Davki ponavadi niso spodbudni, lahko pa so takšni, da jih ljudje razumejo in se zavedajo, da jih morajo plačati. In zdaj, ko se dviguje kar za 10% davek od oddaje najemnin, se nam zdi, da se dela trojna škoda. Prvič, ljudi ne moremo prisiliti, da bi svoja stanovanja oddali, morda jih potem ne bojo več oddajali. Stanovanja, ki so jih kupili z svojimi zaslužki in so morda za njih tudi neka varna naložba za starost. Drugič, če bojo oddajali, bojo morda to delali na črno. Malo sem se pozanimala ravno na tem področju in pravijo, da obstajajo dvojne pogodbe. Tiste, ki so za davkarijo in tiste, ki so za konkretno dogovor za lastnike oziroma najemodajalce. To ni dobro, se pravi, gre za utajo davkov. Ali bojo pa vse skupaj prelili v najemnine? Pogovarjamo se o tem v času, ko vemo, da povsod, posebno pa v Ljubljani, stanovanj primanjkuje in prišla bo jesen, prišli bojo študentje, novi, mladi, zaposleni in bojimo se, da s tem ne bojo ne povečali števila stanovanj, ki bi bile možno jih najeti in tudi ne bojo znižali najemnin, kar si pravzaprav vsi želimo, ker najbrž se vsi strinjamo, da so najemnine zelo, zelo visoke. Kar se tiče morda referendumom, mi smo že večkrat povedali, da tej vladi priznavamo, da je zmagala na volitvah, naj si svoja vlada organizira tako, kot misli, da je najbolj prav, da bo učinkovita. In mi ne bomo tega referenduma podprli, čez 4 leta bojo volivci povedali, ali je število ministrstev doprineslo kaj k njihovi kvaliteti življenja. Če grem mogoče še na trenutno
največji problem, ki ga v Novi Sloveniji vidimo, to je na eni strani draginja in še hudo povezana z sušo. Jaz mislim, da res lahko govorimo o stoletni suši, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. Pač Slovenija je, mislim, da tako sušo doživela leta 2003, tudi takrat sem aktivno sodelovala kot zaposlena na Ministrstvu za kmetijstvo pri sprejemanju ukrepov v borbi proti tej suši. Dejansko je treba povedati, da je ta suša kmete ponekod prizadela neverjetno. Pridelka bo od 50 do 100% manj in verjamem podatkom Kmetijsko-gozdarske zbornice, kjer delajo strokovnjaki, dolga leta sem delala z njimi, kjer so dejansko popisali to nastalo škodo in kmetje bojo ostali ponekod brez dobička, brez dohodka, bomo rekli, ne samo dobička, brez sredstev za preživetje. Po drugi strani se bo to seveda poznalo na hrani, na kvaliteti in na ceni hrane. In česar se še posebej bojim je to, da bi morali kmetje poseči tudi v svoj stalež živine, v svojo osnovno čredo. Kajti ko enkrat se odrečeš osnovni čredi, ki je matična čreda za vzpostavitev črede za naprej, se zažremo v živo tudi genetsko maso in to ni enostavno potem nadoknaditi. Tako da bi na tem mestu pozvala prvič vlado, naj res čim prej razglasi naravno nesrečo in začne uraden postopek ocenitve škode. Ko bo škoda ocenjena, se bo pa res treba potruditi, da bi bila ta škoda čim prej plačana. Ker kot sem rekla, šlo bo za preživetje teh kmetij. Da ne bi bilo potrebno poseči mogoče po prodaji in zakolu matičnih čred živine, bi pozvala vlado naj sprosti državne rezerve in iz teh omogoči kmetom nakup krme za živali. Tako smo naredili tudi leta 2003. Kajti ko enkrat zakolješ kravo ali bika, rabiš 3 leta, da pride nazaj, to niso piščanci. Če nam bo primanjkovalo beljakovin, nam bo primanjkovalo tudi vsega drugega. Ne glede na to, kakšen odnos imamo do mesa in do kmetijstva, se moramo zavedati, da je beljakovina potrebna za naše življenje in za našo rast, in to ne samo beljakovina iz mesa. Še bolj potrebne so seveda beljakovine iz mleka in iz mlečnih izdelkov. Se pravi, kmetijstvo je treba gledati celovito. Tako da upam, da bo vlada to dvoje naredila. Treba bo seveda poseči tudi po davkih za kmete, ki si sami plačujejo, recimo svoje dajatve od služb takih, ki so dejansko v službi na kmetiji in tudi proizvajajo za trg, je nekaj okrog 10 000, gotovo, da bo treba tem kmetom nameniti posebno pozornost, ker tudi če jim dajo enkratne pomoči, to še ne pomeni, da bojo oni lahko naslednje leto ponovno zagnali proizvodnjo, kupili repromaterial in začeli v jeseni in potem spomladi z novimi obdelavami, novimi kolobarji, tako da bi se potem naslednjo leto začela hrana pri nas normalno proizvajati, česar si vsi želimo. Saj vsi poznamo tisti rek, ne, da je najboljše lokalno. V tem trenutku pač žal bo zelo veliko, mislim, da je sadje, zelenjava ponekod zelo uničena, bo treba zelo veliko hrane kupiti na tujem trgu. Hrana bo sploh problem, kot smo rekli, zaradi tega, ker imamo 2 sovražnika normalnega prehranjevanja, na eni strani vojno, na drugi strani sušo. Zato upam, da bomo se naučili še nekaj pri tej hrani, da bomo vsak pri sebi, zato ne rabimo nobenega predpisa in ni pomembno, kdo je predsednik vlade.
začeli imeti zelo odgovoren odnos do vode, kajti mi v tem trenutku uporabljamo skoraj za vse pitno vodo. Namesto, da bi uporabljali vodo iz zalogovnikov za zalivanje vrtov in velikih nasadov. Kajti, kot vemo, zaradi podnebnih sprememb se tudi znižujejo vodotoki in enostavno, tudi če namakalni sistemi so napeljani, nimajo od kod dobivati vode. Zato bi rada vse preko vas pozvala, da vsak pri sebi začne s to vodo dejansko ravnati odgovorno. Drugo, dajmo si, ko bomo gradili nove hiše, to je pa že moj poziv k vladi, da spodbuja, da se pri teh gradijo tudi zalogovniki za vodo, kajti za sanitarno vodo lahko komot uporabljamo deževnico. Pitno vodo moramo seveda uporabljati v kuhinji in v prehranski industriji. In še en moj apel vsem. Odnos do hrane. Veliko hrane je zavržene. Vemo, vsak dan se hrana po nepotrebnem znajde v smeteh, kar po eni strani zelo obremenjuje okolje, na drugi strani pa zavržemo hrano, ki bi jo lahko ob pravilni manipulaciji uporabili za prehrano. To tudi lahko najprej naredimo vsak pri sebi, tako da kupujemo v trgovini res tisto, kar potrebujemo, da pregledujemo v svojem hladilniku roke trajanja in seveda, da spodbujamo institucije, da te omogočijo uporabo te hrane še enkrat ali v procesu predelave ali, kot se to do zdaj dogaja, recimo da se hrana, ki je po končanim recimo zaprtju obratov, še seveda absolutno uporabna, da se ta hrana potem zapakira in se jo preko določenega sistema, to so bile zdaj dobrodelne organizacije, da ponovno potrošnikom seveda zastonj, ker v tem trenutku govorimo o Rdečem križu in o ostalih nevladnih dobrodelnih organizacijah, ki Lionsi, recimo slovenski, ki to hrano pravzaprav sedaj poskrbijo zanjo in jo tudi distribuirajo. Če smo že pri hrani, je treba roko na srce, da bo treba povedati, da bo hrane primanjkovalo in v takšnem procesu je treba imeti odgovorne nadzorne institucije. Kajti vedno je priložnost za goljufe in kadar so krize, je ta priložnost še večja. Zato ne smemo več dovoliti, da bi nam se zgodili marinbluji. To je tipičen primer nedelovanja odgovorne inšpekcije in smo bili zaradi tega tako ogroženi potrošniki, kot tudi tisti ljudje tam, ki so delali in so bili podvrženi nečloveškim pogojem dela. Kaj bi bilo, če bi se komu v resnici kaj hudega zgodilo? Se je zgodilo že dovolj, ampak da bi kdo bil tako utrujen, da bi bilo ogroženo tudi lahko njegovo življenje. Torej, inšpekcije, ki niso delovale, pa bi za to morali odgovarjati. Javno sprašujem tiste, ki so za to odgovorni za delovanje inšpekcij, kaj bojo naredili. In še nekaj o evidentiranju časa, ker naj bi ravno sprememba zakona o delovnem času nastajala med drugim tudi zaradi slabega primera marinbluja. Glejte, zaradi enega slabega primera se sistem ne menja. Je pa prav, da se začne o tem pogovarjati, ampak ne smemo žrtvovati ali naprtiti administrativna bremena vsem tistim, ki niso marinbluji. In v naši državi so večina nosilci dejavnosti, podjetniki, podjetja, tista, ki spoštujejo zakonodajo. Je pa treba absolutno delavce zaščititi.
Zato je treba se usest in se na eni strani z delavci in sindikati in na drugi strani z delodajalci pogovoriti, kakšen sistem bomo uvedli, da ne bomo šli, kot so rekli delodajalci, koraka nazaj, ampak da bomo jim šli naproti. Administrativnih ovir si nihče ne želi in jih nihče ne rabi. Normalno, da se delovni čas v javni upravi že zdaj spremlja, normalno, da se v proizvodnji spremlja, v podjetjih, ki pa imajo sodobne načine dela in kar tudi spodbujamo iz več razlogov, bi pa bilo to težko. Zato mislim, da bo treba pogledati vase, to govorim zdajle, da bo vsak minister moral pogledati na svojem področju, kaj lahko najprej njegova inšpekcija naredi že sedaj. Kajti ne pristajam na odgovore, da se nič ne da, da je vedno zakonodaja kriva. Veste, ni vedno zakonodaja kriva. Krivi so tisti, ki v zakonodaji iščejo opravičila, da ne delajo, ker si ne upajo prevzeti odgovornosti. Ali pa to ne znajo, ali pa si tega ne želijo. Meni je žal, zelo dolgo že spremljam delo inšpekcij. A veste, kaj je za ministre nekako najlažje, razen za ministra Viranta, ki je vzpostavil sistem in je razumel. Najlažje je, da so inšpekcije tam nekje slepo črevo, da mu ne delajo problemov, kaj ti ukrepi so lahko za nekoga problem. In če ne bojo ministri svojih inšpekcijskih služb opolnomočili in jim zaupali, in jih poslali na teren in od njih ne samo zahtevali poročila in napisano, kaj se ne da narediti, ampak kaj so naredili. Do takrat, veste, nobena sprememba zakonov ne bo delovala, kajti mi lahko napišemo še tako dober zakon. Če ga ne bo nekdo naziral, ta zakon ne bo deloval, ker mi ne govorimo o velikem številu kršiteljev. Mi govorimo o tistih kršiteljev, ki vedno v vsakem še tako dobrem zakonu znajo najti luknjo. In zato imamo inšpekcijske službe, da take luknje preprečijo in da delujejo preventivno, da dajejo ureditvene odločbe in če te odločbe ne delujejo, da kaznujejo, da zaprejo obrate. Ker kazen mora biti odvračilna in vzgojna. In veste, kaj je najbolj odvračilno? Najbolj odvračilna je javnost, ne denar. Vi ste v službi javnosti. In če javnost zve, kdo so kršitelji zakonodaje, bo to za kršitelje zakonodaje najhujša kazen. In najbolj pravično je tako. Kajti ne smemo vse, kot se zdaj ne govori v primeru spremembe zakonodaje, da se bo zaradi Marinbluja spreminjala. Ne, ne smemo vse dajati v isti koš. Tiste, ki zakonodajo spoštujejo, je treba podpirati in tiste, ki jo kršijo, je treba kaznovati. Tako enostavno je to. To sem vam hotela povedati. Če sem kaj pozabila, sem vam na voljo za vprašanja. Barbara Žendela, bom kar tukaj nadaljevala, ker ste končala, ampak če prav razumeti ministra Mesca, je prav inšpekcija dala pobudo, da se pravzaprav to spremeni, ta zakon. Da. Inšpekcija za delo je dala pobudo, ker v svoji, po mojem vedenju, v svoji zakonodaji nimajo dobrih ukrepov, ki bi jih lahko uporabili. Ampak zdaj pa če govorimo pa o Marinbluju, ki pa je po Meščevi razlagi eden od razlogov, da se gre v spremembo te zakona, vam moram zelo jasno povedati, da je obstajala ena druga inšpekcija, ki se reče veterinarska inšpekcija oziroma inšpekcija za varno hrano, ki bi na tistem dvorišču, če bi hotela ali znala, tisti trenutek, ko je tam prišla, zaprla ta obrat. Prvič, da bi zaščitila potrošnike, drugič, da bi zaščitila ljudi, ki se jih je res grdo izkoriščalo, in tretjič, da bi to dala v javnost in bi bili vsem takim lopom v poduk. In tega niso naredili. In čakam, kaj bojo odgovorni
zdaj naredili, da se več take napake ne bojo ponavljale. Če vlada misli resno, in jaz si želim, da misli resno, bo na tem primeru pokazala, kako resno misli. Gospod Čadnič, Anželj Voščič, Pop TV, meni pa zanima, mislim, da ste pozabili še eno pomembno temo, to so predsedniške volitve in sicer. Torej, ali ima Nova Slovenija zdaj svojega kandidata ali še naprej čakate Ljudmilo Novak, kje je tle torej vaša pozicija? Ja, ste že pravzaprav odgovorili si sami. Mi dejansko še čakamo na odločitev naše bivše predsednice. Javno smo že povedali, da bomo imeli v začetku septembra posvet vodstva in takrat se bomo odločili. Vsekakor predsedniške volitve jemljemo zelo resno. Želimo si dobrega in kompetentnega predsednika, ki bo združeval, delitev je bilo čisto dovolj. Lahko ga ponudimo, bomo videli, če bomo našli med nami junaka. Ko smo pa že pri volitvah, bi pa omenila lokalne volitve, kjer pa dejansko se osredotočamo na lokalne volitve, ker, kot veste, smo Nova Slovenija stranka, ki zelo podpira lokalno samoupravo. Tam si želimo res, da bi kandidirali lahko v večina občin, da bi dobili čim več svetnikov, da bi dobili čim več županov, ker dejansko župani so pa tisti, ki kreirajo življenje danes in tukaj. Kaj pa je potem plan B, če se gospa Novakova odloči ne kandidirati? Plan B bomo pa naredili na posvetu in boste pravočasno izvedeli. Vse veste, da Nova Slovenija nima skrivnosti, vedno vse pove, takrat, ko se odloči. Si pa želite Ljudmilo Novak za kandidatko? To ni odvisno od nas, ampak od nje. Kajti ona je tista, če bo se podala, se bo ona morala podati. Če se bo podala, jo pa bomo podprli. Kateri izmed kandidatov je pa po vašem mnenju najbližje vaši stranki? Ne bi zdajle še ocenjevala teh kandidatov. Zakaj? Zato, ker zdajle so se bolj predstavili, seveda so se vsi ali pa vse tudi gospe predstavile v najboljši luči. Pri nas bo odločala seveda vsebina. Najbrž pa ste že iz mojega prejšnjega stavka videli, da je nam blizu tisti kandidat ali kandidatka, ki bo Slovence združeval, jih poenotil, ki bo z vsebino, ki se bo videla skozi kampanjo, dokazal, da bo predsednik vseh. Kajti predsednik je direktno izvoljen in res mora biti predsednik vseh Slovenk in Slovencev. To si želimo. Se vam je poleg Anžeta Logarja še kdo prišel predstaviti, ali vas mora biti prositi za podporo? Ne, da bi jaz karkoli vedela o tem. Jaz nič o tem ne vem, tako da, če je bilo morda kaj na individualni ravni, uradno pa nismo imeli še za zdaj nobene resne prošnje. Mogoče, ne vem, Ja. vam je všeč, recimo, kako so kandidati, tisti, ki so doslej znani, zastavili kampanjo, kako so se predstavili javnosti, ne vem, gospod Logar, gospod Prepelič, mogoče nazadnje. Tudi, vi ste ženska, nekateri govorijo, da bi morali dobiti predsednico prvič v zgodovini, bi vam bilo to všeč mogoče? Glede, jaz moram zelo jasno povedati, da mi je zelo všeč, da so se ženske odločile in da kandidirajo. Ker je to pravzaprav spodbuda vsem nam ženskam in podpora, tiste, ki delamo v politiki, da smo na pravi poti. Seveda bojo zdaj imele vse te ženske in seveda tudi gospodje, ker jih ne smemo zanemariti, tudi med gospodi je nekaj dobrih kandidatov, možnost, da volivke in volivce prepričajo. In veste, vedno je prav, da zmaga tisti, ki največ volivk in volivcev prepriča. Če bo to ženska, bo pač to ženska, bomo jo pač prvič v zgodovini dobili in ne bo nič slabega. Dajmo se presenetiti. Ja? Prej ste omenili, me čaka, da ste tudi referendumska jesen omenili, Ja. ste zakon o vladi Ja. referendumom, da ne podpirate, kaj pa pobudi za referenduma o RTV in zakon o dolgotrajni oskrbi, kakšno je tu stališče Nove Slovenije? Kar se tiče RTV-ja, ker druge za zdajle še v tem trenutku se nismo odločili, bomo ali ne bomo podprli za razen zakona o vladi, kjer smo jasno povedali, da vladi dopuščamo, da se seveda organizira tako, kot ona misli, da bo najboljše delala, to je na vse zadnje tudi njena dolžnost.
Glede, v zadnjem času, in ta čas lahko merimo v letih, se zelo veliko govori o objektivnem obveščanju javnosti. In če kdo, potem je RTV institucija, ki bi morala objektivno javnost obveščati, ker pravica ljudi je, da so objektivno obveščeni. In v Novi Sloveniji ne vidimo nič slabega, če bi ljudje po tolikih letih morda povedali, kakšno RTV si želijo. Kaj pa zakon o dolgotrajni skrbi? O tem pa v tem trenutku še nismo odločali. Naše odločitve so seveda vse na osnovi konsenza, ki ga na organih stranke se dogovorimo. Zdaj, kot smo že povedali, v Državnem zboru smo žalostni, ker dejansko se uveljavitev zakona odmika. S tem mislimo, da niso naredili v tej vladi nič dobrega. Bomo pa še preverili, kaj je boljše za ljudi. Ali da gremo na referendum, ali pa da poskušamo vlado, to, kar vedno jasno povemo, prepričati, da so naši predlogi ne najprej politični, ampak da so naši predlogi strokovni predlogi, kjer lahko nekaj dobrega naredimo za ljudi. Ta zakon ni idealen. Pisal se je zelo dolgo, ampak zdaj, ko je spisan, bi bilo po naše veliko boljše, da bi ga poskušali uveljavljati. Ne pa po sistemu, prej, ko sem govorila o inšpektorjih, enostavno reči, da se ga ne da izvajati. To je pač najlažje. Mi na to težko pristanemo. A se boste vključili mogoče tudi v zbiranje podpisov in na ta način sodelovali pri tej referendumski kampanji? Kot sem rekla, o vsem tem se bomo odločali na vodstvu stranke, na organi stranke, takrat, ko bomo pretehtali, kaj je po naše v skladu z našim programom najboljše za ljudi. Mi ne bomo se šli dnevne politike, ker mi gledamo naprej, mi bomo precenili, kaj je tisto, kar bo dobro, ne samo za naše volivce, ampak kar mi mislimo, da je dobro za Slovenke in za Slovence. Nič ne bomo delali na hitro in na pamet. Še to me zanima, kako komentirate mogoče videnje Nove Slovenije na to nekako množično vlaganje referendumskih pobud. Premier Golob nekako to vidi kot zlorabo zakonodaje. Kaj pa Nova Slovenija o tem misli, kako vidite to? Glede, Nova Slovenija zelo resno jemlje referendumske pobude oziroma referendume, ker to je pravzaprav najvišja volja ljudi. Navsezadnje smo zaradi referenduma tudi postali država. Tako da referendum in odločitve ljudi spoštujemo. Zato mislimo, da je treba biti zelo pozoren, ko se odločamo, kaj bomo šli vprašati ljudi, kaj pa lahko politika sama naredi. Moje osebno stališče pa je, da če se nekdo podal v politiko, če je prevzel vodenje vlade in če je bil izvoljen za poslanko ali za poslanca, mora prevzeti svojo odgovornost. Ker samo tako ga bojo ljudje znali oceniti in na naslednjih volitvah ali nagraditi, ali mu pa reči hvala lepa. Torej, jaz sem za sprejemanje odgovornosti izvoljene politike, ker drugače enostavno demokracija ne deluje. Res je, da je referendum najvišja oblika demokracije, vendar jo za vsako stvar ne gre izkoriščati. Zaradi tega, ker že itak imamo v naši državi dost nizko volilno udeležbo in se mi zdi, da ne pošiljamo ljudem pravih odgovorov in pravih signalov. Zdaj v bistvu volivci bodo morali v naslednjih mesecih nekateri po 4-krat na volišča, v nekaterih primerih, če bo se prav poseben referendumski dan, tudi 5-krat. Kako vi gledate zdaj na to dilemo, kdaj izvesti referendume tudi iz stroškovnega vidika? Tako kot je recimo premier Golob oziroma koalicija predlaga, se pravi na poseben referendumski dan, ali tako kot predlagatelji v SDS, se pravi, da bi to poskušali združiti z volitvami? Ja, jaz mislim, da bi treba združiti z volitvami, iz že prej vsega povedanega, nisem pa seveda še omenila stroškov, ki ste jih zdaj vi omenili. Če se že gre na volitve in na letos se bo zelo velikokrat šlo na volitve, ker vemo, da imamo 2 kroga tudi na lokalni ravni, pa imamo voljenje svetnikov, pa imamo 2 kroga za predsedniške volitve, če že referendum naj bo na isti dan. Jaz pač mislim, da so ljudje absolutno sposobni na volišču ločevati
na glasovnicah, zakaj bojo volili, ker je škoda denarja in časa ljudi. Veste, treba je pokazati en odnos tudi do ljudi. Imate pa znotraj stranke močnega nasprotnika te ideje, ki pravite, da je bil na ta način izigran kvorum in da referendumov nikakor ne gre združevati z volitvami. Jaz sem povedala svoje mnenje. Ne poznam tega stališča, ampak stališče Nove Slovenije je jasno, kot sem vam rekla, da spoštujemo ljudsko voljo, vendar je tudi pri tem treba uporabiti zdravo kmečko pamet in ljudi spoštovati, ker se mi zdi, da če ljudi stalno znova pošiljamo na volitve, politika potem ni opravila svojega dela. Pa je plačana za to, veste. Najlažje se je skrivati za odločitvami drugih.